Dame, gospodi reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Zagotovo ste nekaj časa nazaj prebrali novico o tem, da je slovenski policiji na nek način povsem slučajno uspelo zajeti kar veliko količino kokaina v enem podjetju v Zrečah. No, zdaj pa sem pravzaprav jaz tukaj na mestu, ko je o tej drogi in zasegu vse jasno, ampak vseeno tukaj za tistimi neposredno udeleženimi pri tem zasegu, in sicer sta z mano poslovodja in pa skladiščnik v tem podjetju, ki sta pravzaprav to tudi odkrila. Pa mogoče najprej kar skladiščniku, ki je to uspel odkriti. Dober dan torej. Pa ne, glej, že tako dovolj me vsi zabavajo, pa na moj račun so vici, pa to spozlo vodijo se z meni, jaz tak nijem, mislim, veš kaj ti hoče, kaj naj jaz zdaj rečem. Jaz nisem zdaj neki heroj v očeh javnosti, jaz sem butl, ker loto samo enkrat trofiš, samo enkrat za tvoje številke, zdaj če špilaš, je ok, pokaziraš, če pa ne, ali pa ne trofiš. In meni je troflo, ne, samo pa čau. Je, ker vrednost je bila velika, ne, tržna tega, kar ste našli. Glej, tak ti povem, jaz tu delam za toliko, koliko delam, tudi te cifre niti ne znam, ko so pol vrednost bile preštet nule. Delam tu skladišč in jaz sem pač ugotovil, da to ni snov, iz katere mi pač proizvajamo, da kaj naj s tem naredim. Veš, kaj ti hočem reči, če bi jaz vedel, da je to štop cuker, tako pravijo tu. Bi razmislil, ne? Ja dobro, to zdaj hvala, o tem zaenkrat, kak se pa je to pravzaprav razpletlo. Miran, na poslovodju sem poklical, sem rekel, kaj zdaj tu to, kaj je to? Mislim, to ni prav. Tako se me zdelo, to bolj za neki obrat čistili, ne pa pri nas, ko bruse delamo, pač čist tak je bilo. No in poslovodja Miran je seveda tudi z nami. Gospod Miran, dober dan, torej, kot je rekel skladiščnik, ste vi potem določili. No, Štefan, jaz vsekakor pohvala, najprej nekaj je pač ravnal, tako se ravna, ne? Ja, pol pa si mi rekel, da boš mi 1 uro trgal, ker je taki cirkus bil okrog tega. Ja, dobro, izpad smo imeli 1 uro. Nekaj priznanje, kam dobo, kaj je zraven, to me zanima. Regres bo zraven. Mislim, da lahko grem na morje. Ja, to da priznanja, pusti to. Ne? Priznanje je več od denarja. Ja, kak ste potem ugotovili, da dejansko gre za... Glejte, meni je sumljivo se zdelo vse skupaj in vecen državljan, tako kot sem poklical policijo. Ja, sumljivo, prvo si probo. Kaj govoriš? Ja, kaj z mezintom si šel not v ono vrečko, pa si dal na jezik. Kaj mi tega govori, to ti, kaj imajo čez Jurija plače, pri nas to Bog več se veš. To več ne pije, to ni moderno. To so štop za ogeri. Daj, Štef, ne bodi blesa, no poklical sem policijo, ker sem vedel, da je nekaj narobe. In pol se je pač razpletlo kot se. Ja, pol pa so mene gnjavili, če nisem kaj beg vzel. Kaj beg vzel, tu vreča. Jaz vam povem, če bi te jaz to vedel, da to tako pravijo. Pa veš, da grem 30 € stane oni stroj za varjenje, včasih, ko smo imeli, ko smo zmrzovalnik davali. Veš, kako bi z babo varila doma? Da bi se kadilo. Mislim, odvarov ne, ampak tak bi delala. No, ampak sej, če niste ravno kriminalec, bi to težko spravili v promet, ne, se to ne gre kar tak. Ja, pa bi za sebe imeli. Pa bi zreče v luft dvigovali, gor do rogle, bi bili močni, ne vem, bilo kaj. Saj zdaj glik tak nijam nič od tega, razen da bilo ki kaj mi pravijo butl. Štef, gledaj ti pri piru, stani zrihtati, bom dobiš plaketo za uslužbenca meseca, pa to ti paket darilnih brusov dobiš, vedi? Ja, ker ti si pa svoje tak bek vzel. Dobro, kaj bedarije? Ne, hvala lepa, da nas vse posebite resnica, ni bil nic, vendar marsikomu smrdi.